zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Miha, Kaj je? Tjaša, Kaj pa se dogaja? Marli, kaj je? Marli, si v redu? ne. Ravno sem delal raziskavo zunaj, na dvorišču. In videl sem še enega medveda, ki ni prijatelj. Kako ni prijatelj? Seveda je. Najbrž si srečal medveda Bruna, mojega prijatelja. Tjaša, ti ga poznaš, kaj ne? Tukaj je bil na obisku. Ja, ampak ti ga še nisi spoznal, bom ti ga naslednjič predstavil. Prijazen je. Kako me je prestrašil me je. No. In tudi ta raziskava je šla v franže. Oh, nič za to. Naslednjič ti ga predstavim in boš videl, da je čisto prijazen medved. Res, Bruno je tako prijazen, sicer ne čisto tako prijazen kot najin Miha. On je tako najbolj prijazen medved na svetu, ampak ne smeš se ga bati. Naslednjič mu reči, živja Bruno, jaz sem Marli, midva sem mu že povedala vse o tebi. Ja, Dobro je, si zdaj pomiri se. si pomerjan sedaj. Kaj pa z raziskavo? Boš moral vse še enkrat. Vse na novo. Ampak zdaj, če me je že prestrašil, mi povej še kaj več o njemu in njegovih in tvojih prijateljih. Seveda, rad bi izvedel več o medvedih. Seveda. No, potem z veseljem vam razložim vse, kar vem o medvedih. Medvedi smo veliki sesalci iz reda zveri. Vsi smo krepkega telesa, z veliko lobanjo, močnimi nogami in kratkim repom. Poznamo več vrst medvedov, in sicer rjavi medved, šobar ali termitski medved, orjaški panda oziroma bambusni medved, očalar ali andski medved, potem poznamo baribal ali ameriški črni medved in orgličar ali azijski črni medved. Ogličar. Kaj? Orgličar. Ogrličar. Ogrličar. Orgličar. Na orgel se špila. Ne orgličar, ogrličar. Ti si pa tudi zašto se. Ja, včasih se tudi medvedu zgodi ogrličar se mu reče ali azijski črni medved. Ja? Se pa že mislila, da medved igra na orglice. Ne, malo sem se pohecal, nič za to. Tjaša in Marli, ali morda veste, katere vrste medveda sem jaz? Ne vem, ali znaš igrati na
Orglice. Ne, in tudi ogrlice nimam. Imaš pa mašnico, se pravi metuljčka. Ja? Daj metuljča s tem, ne? Tudi ne. Ne? In piko na nosu lahko bi bil belonosni. Belonosni medved. Tudi to ne drži. Še enkrat me dobro poglejta. Debel. Ja, lahko bi. A ja, glej, rjave barve je. Tako je. A si pa- rjavi medved? Ja, črni zagotovo ni. A si rjavi. medved. Tako je, rjavi medved. Rjavi. Rjavi medved je poleg severnega medveda največja danes živeča zver. Rjavi medved živi na velikih samostojnih področjih z bogato podrastjo. V goratih predelih zmerno toplega pasu severne poloble. Ja, samotnih. Kar nadaljuj. V samotnih predelih. Se mi je zdelo. V Sloveniji živi po oceni iz leta 2018 okoli 750 do 975 medvedov. Največ jih je v kočevskih gozdovih. O, jaz bi šla v Kočevje. Miha, imaš tam tudi prijatelje? Seveda, ogromno jih imam. Pa vsi prijazni. Seveda, velika večina njih je prijaznih. Ja. Vzroki za izumrtje vrste so krčenje gozdnih področij, vznemirjanje in promet. Razne potrebe z zaparjanjem je njihova potreba tudi iskanje hrane. Zaradi velikosti telesa, pretežno rastlinske prehrane, ki ni energetsko bogata, mora medved pojesti veliko količino hrane, kar pomeni, da potrebuje veliko časa, da jo najde. Zato si ti tako debel. Ja, res je, res je. Pri tem prehodi velike razdalje in se seli. Nažalost, pogosto poseže tudi po hrani iz ljudskih virov. Problematične in potencialno nevarne so situacije, ki nastanejo, če se medvedi navadijo bližine človeka. To je bil ravno tak, ki me je obiskal. Ja, vidiš. Ampak, kot so že rekli, je bil moj prijatelj Bruno, ki je zelo prijazen. Ampak medved je velik v dolžino, meri od 160 do 260 cm. Samice pa od 120 do 200 cm. Samci tehtajo od 200 do 400 kg. Do 400. Ja, res je. Koliko imaš ti, Miha? Jaz? Ja. Skoraj 400, nisem največji medved. Samice pa tehtajo od 150 do 350 kg. Medved lahko živi do 35 let. Po zimi miruje, vendar to ni pravo zimsko spanje. Najmanjša podvrsta je evropski rjavi medved. A to si ti? Ja, zelo podoben. In tehta 90 kg. Ja, medtem ko največja podvrsta kot jaški medved, ki živi v Rusiji in na Aljaski, on pa tehta okoli 680 kg in zraste do 3 metre dolžine. Ja, Njega bi se pa še posebej ustrašil. mogoče bi se ga še jaz malo. Ja. Samice so breje od 6 do 7 mesecev. Kotijo na zavarovanih mestih, kot so recimo brlog, skalne razpoke, manjše kraške votline in tako podobno. Skotijo od 2 do 3 slepe in gluhe mladiče. Ja, A potem potrebujejo tudi ta lušni aparat? ne, slišijo nekje po 2 tednih po kotitvi in spregledajo od 4 do 5 tednov po kotitvi. Pri materi sesajo mleko 4 mesece. Mama medvedka pa jih ima pod svojim okriljem 2 leti. Kaj pa potem? Potem pa zrastejo že skoraj v zelo velike medvede in postanejo samostojni. Kot bi šli od doma.
tako nekako, ja, res je. Pa pridejo še kaj nazaj pogledati? mamo? Seveda, z velikim veseljem pridajo pogledati svojo družino. Tako kot je danes nas obiskal Bruno. A vidiš, kako je vse Ja. povezano? Seveda je povezano. Še zlasti, če bi se mi Bruno privoščil za večerjo. Ne bi. Ali je Bruno udomačen? Ja, seveda. Bruno je prijazen, udomačen, skoraj udomačen. To pomeni, da je tako prijazen kot ti. Ja, res je. Nič ti ne bo, nič ti ga predstavim. Ali se on shrani z ljudmi? Ne, medvedi. Mi je kar odleglo. Ne, sigurno da ne. Poslušaj, medvedi smo izraziti vsejedi, saj se hranimo z gozdnimi plodovi, podzemnimi in zelenimi deli rastlin. Pa z glivami, glodavci in mrhovino. Ker smo plenilec, je naš plen lahko tudi živina. Človeka se izogibamo in mu nismo nevarni. Rjavi medvedi potrebujemo veliko, dobro ohranjen življenjski prostor, s čim manjšim vplivom človeka. Slovenski lovci medvedov pomagajo do hrane. Na mrhovišča jim nastavljajo poginule živali, hkrati pa jim hranjenje omogoča maščobo za zimsko spanje. Ja, za medvede je značilno, da zimo predremljajo. Medvedu se telesna temperatura zmanjša le za 6 stopinj Celzija. Ja, 6 stopinje. ja, za 6 stopinj Celzija se mu zmanjša. Presnova pa se mu zelo malo počasni. Odvisno od klime področja, kjer nabira hrano. Ne? Tako? Ja. Rjavi medved v zimskem spanju preživi 3 ali več mesecev, med katerimi izgubi od 30 do 50% skupne mase. Potem pa je pripravljen za na plažo, za poletje. Tako. Ja, Wow, zato pa potem vedno Miha shujša, ja? ja, po zimi, ko Joj, predremljem. Zdaj pa še jaz ne tako, sedaj bom tudi jaz predremala si. Za Tudi jaz. poskusiti je. Ja, poleti in jeseni, ko so bogati z energijo, medvedi napolnijo rezervne mastnega tkiva. V oktobru in novembru večina medvedov išče ugoden kraj za prespanje zimskih dni. Ja, prezimijo v brlogu, ki je pokrit z vejem in mahom. Kaj pa potem se pomladi zgodi? Rjavi medved je zaščitena žival, kar pomeni, da je lov na nas omejen. Rjave medvede ogroža širjenje naselij na območje, kjer živijo, neurejena paša drobnice in cestni promet. Aha, se pravi, ljudje se širimo vedno bolj v gozdove oziroma na robe gozdov. Ja, na rob gozdov in tam vas v bistvu preganjamo. A? Ja, tako nekako. Potem veliko prometa se takrat potem tudi pojavi. In pa seveda, ja, že vem, ker pasejo ob robu gozda ovce in koze, a ne? Pa potem vi to včasih rabite za zimo. Če so lačni. Ja, lačni. Ja, Potem mi mislimo, da vi nas ogrožate, ampak v bistvu mi ljudje vas ogrožamo. tako nekako, tako zelo podobno. Ja? Ah. Ampak medvedi se ljudem umikamo. Zato je pomembno, da nas v našem okolju, gozdu, ne presenetite. Kajti takrat se ustrašimo in se zavarujemo z napadom. Ja, zato je zelo pomembno, da ko se odpravite v gozd, kjer živimo, da si požvižgavate, prepevate, se pogovarjate, da ste glasni, da vas mi lahko slišimo oddaleč in se umaknemo. Se spomniš, ko sem te učil angleščine, ko ja. sem ti rekel? Caps. Yes, when you meet Mama Bear with cubs, it's not okay. No. Ne? Jih ne smemo
presenetiti, ker bi nas sicer lahko napadle, kaj ne? Mamice, ker ščitijo svoje mladičke. Tako je, če pa srečate medvedko z mladičem, takrat je pa ona še bolj zaščitniška. In takrat je bolje, da ona prej opazi vas, kakor vi njo. In da potem ona se odpravi in pospravi svoje mladičke na varno. In tako ste varni vi, medvedka in mladički. In so vsi veseli. Se pravi, vedno moramo prepevati, Vesele pesmi, vesele, ja, Tako. biti glasni. Tako je. ampak ne preveč, da se ne bi srnica ustrašile. Tako je. Morate biti dovolj glasni, da vas sliši medved in ne preglasni, da ne preplašite srne. Tako je. Ravno prav in uživati v gozdu, kar se da. Sedaj pa pojdimo še mi malo uživati, da pretegnem svoje težke kosti. Ja, pojdimo. Gremo. Čas je za Igro! igro. Naučil te bom igrati eno igro, ki jo sam s svojimi študenti velikokrat igram. Preverili bomo, ali je tudi Tjaša sposobna, da jo zna igrati. Igra se imenuje Živali domov. Vsaka žival ima dom svoje barve. Zelena barva je barva žabičinega doma. Dobro, zelena žaba, moram zapomniti. Rdeča barva je barva ježevega doma. Oranžna barva je barva lisičkinega brloga. In rumena je barva močeradovega doma. In sedaj. Ti si sprehajalec, ki se spreminja v gozdne živali. In kar pojdi na sprehod, ko pa povem ime živali, se moraš vrniti v njen dom. Dobro. Kar hodi, lahko nabiraš tudi gobe. Dobro. Samo užitne. Ja, Vse- jurčke. Jurčke, marele in mužnice. Mušice niso. Sem Užitne. te hotel zavesti. Lisička domov. Lisička. Tako, bravo lisička. Bravo, jaz. Pojdi spet na sprehod po stani. Človek in srečaš medveda in se ustrašiš in postane ježek in moraš domov. Ježek. Ušla si medvedu. Sedaj se spet sprehajam. In ker je začelo deževati, si postala žaba in mora žaba domov. Žaba domov? Ne, tam ni žaba. Žaba je zelena. Kot zelena žaba. Tako. Skoraj bi te dež zalil, tako je deževalo. No, kar pojdi. Postani lisica. Da, to že veš. Ja, Zdaj pa postani hitro močerat. močerat. Potem je to močerat. To je pa močerat. Bravo. Bravo, kakšna dobra igra, Ja. Marli. Ste videli, tudi Tjaša se zna to igrati. Zagotovo se znate tudi vi. Lahko si izberete še več barv in več živali, da bo igra še bolj zanimiva. Igrajte se. Hey, now it's time for some English. Čas za angleščino. Do you speak English? Ja, seveda govorim angleško. Well, we'll see about that. Let me tell you something about bears. Bears. Yes. O medvedih. Yes. Bear is... Medved. Yes, a bear means medved. Medved. Medved? Medved. Yes, okay. So, bears are very cute animals. Ja, zelo luškane živali. Yes, but when they're angry, they can become very dangerous. Ja, nevarne so, ko so jezne. Yes. And, I mean, people are not afraid of them, which is okay.
Aha, ja, Do you understand that? Ljudje se jih ne bojijo, ja. But they still can be dangerous. If you see mommy bear with a cub, Ko vidite pa mamo medvedko, kap, verjetno so to mladički. yes, mommy bear and cubs together, well, mommy bear can become very aggressive. Aha, zelo agresivna lahko postane. So, because bears are afraid of us, it is okay to go in the woods, and while you're walking, you can whistle or sing happy songs, and nothing bad shall happen. Ja, res je. Medvedi se v bistvu nas bojijo. Yes, they're afraid of us, Ja, in zato ni nič narobe, če gremo v gozd. but it is okay to go to the woods. Ja. But we have to either whistle Moramo žvižgati. or sing happy songs. Ali peti vesele pesmice, happy songs. Yes, and this way, bears, mommy bears, will hear us and run away. Aha, mame medvedke nas bodo slišale in bodo zbežale stran. Yeah, that's Yeah. right. Well, you can speak English. Ja, nekaj pa znam. Yes, very good. Good. So, Tjasha can speak English, but can you speak English? Let's help them. Now, are you gonna help me? Ja, jaz ti bom pomagala. Okay, now tell me, how do you say bear in Slovene? Bear, medved. What about lušten? Cute. Yes, lušten. lušten. See? Huh? It goes the other way around as well. What about, how do you say animal? Žival. Žival. Animal, yes. Nevaren. Did I say it right? Nevaren, ja. Is it- Dangerous. Dangerous, yes. How do you say mommy bear? Mama medvedka. Yes. And mommy bear's little children, little babies, cubs. Mladički. Yes, very good. Great. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Misli moje so kot veter, tihe in brezskrbne v meni so, in ne morem te pozabiti. Tvoj nasmeh bo vedno tukaj zdaj in sploh ne mine več mi dan, da ne mislim na te, divje misli stran me odpeljejo, ko daleč si stran, ne morem si pomagati. Vse, kar hočem, ti si zdaj. Stop in mislim le na te, ko sva sama in vse te čarobne znake. Stop, naj čas se ustavi in naju premami. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, nikoli več ista, kot pa včasih. Čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nama. Voda ko čara, tiho, skupaj za trenutek. Stop. Vse, kar mi še gre po glavi, le dotik in te tvoje usnice, le kako naj to pozabim. Zdaj si ti vse, kar želela sem. Malo me je strah, da zdaj živim le za te. Divje misli stran me odpeljejo, ko daleč si stran. Ne moram si pomagati, vse, kar hočem, ti si zdaj. Stop in mislim le na te, ko sva sama in vse te čarobne znake. Stop, naj čas se ustavi in naju premami. Tiho, skupaj za trenutek. Stop, nikoli več ista, kot pa včasih. Čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nami.
čista, kot pa včasih, čisto nikoli več ne. Stop, ne vem, kaj je z nama, ko da kdo čara, tiho, skupaj za trenutek. Stop. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Kako so luštni ti medvedi. Dajmo danes še mi pripraviti enega medveda Miha. Ste za to? Kaj potrebujemo? Potrebujemo papirnat krožnik, ki ga ponavadi uporabljamo, ko imamo kak piknik, potem barve, lahko so tempere ali pa vodene barve, škarje, lepilni trak, lepilo, vodo, čopiče in pa tale kartonasto škatlo od jajc, malo papirja, če bomo morali kaj obrisati roke, ali sem kaj pozabila? Mislim, da ne. Najprej bomo našega medveda, bomo obrnili tale krožnik na glavo in tole bo glava našega medveda Mihata. Pobarvamo. Kakšen je? Rjavi medved je Miha, to smo danes izvedeli. In pobarvajmo. Pri barvanju seveda ne pozabimo na podlogo, da ne umažemo mami mize. Tako, glava našega Miha je pobarvana. Seveda malce počakamo, da se posuši, med tem časom pa mi lahko izstrižemo oči našemu Mihu. Da sta oba enaka očesa, prepognemo in izstrižemo očke. Bodo kar dobre. Sedaj bom pa tele oči pobarvala črno. Še črno notri. Oči smo pripravili, potrebujemo še ušesa. To bom pa izstrigla kar iz papirja barvnega, lahko pa tudi enako, kot ste do zdaj, pobarvate ušesa. Pa dajmo. Koliko ušes ima naš Miha? 2, seveda. Da vidim, če mu bodo pasala ta ušesa. Bodo. Super bo. Ta naša ušesa in oči bomo prilepili na tale krožnik. Da bo pa smrček malo bolj zabaven, navihan, pa ga bomo izstrigli kar iz škatle, iz papirjev, da bo malce izbočen. Tudi smrčka pobarvamo. Jaz bom izbrala kar malce drugačno rjavo, da se bo razlikoval. Tudi smrčka imamo pobarvanega. Pa jaz bi mu še narisala enega srčka na smrčka, še rima se. Super bo. Še tega prilepimo.
Sedaj pa prilepimo smrčka. Dobro namažemo robove našega smrčka in pritisnemo. Tako. Sedaj potrebujemo še oči prilepiti. Seveda ušesa. Kar dobro namažemo z lepilom. Če pa se ne bo prijelo, pa lahko zadaj prilepimo tudi z lepilnim trakom. Ampak mislim, da bo. Takole. Eden in še drugi. Samo spodnji rob polepimo. Takole pritisnemo. Skoraj že gotov tale naš medvedek. Potrebuje pa še usta, se vam ne zdi? Tako. Vam je všeč naš medvedek, Miha? Malce je še moker, se še mora posušiti. Miha bo zelo vesel, če ga boste izdelali tudi vi in nam poslali kakšno fotografijo, zato kar veselo na delo. Ali se tudi vi kdaj, ko je vreme slabo, počutite žalostne in nejevoljne? In si zaželite mavrice na nebu ali pa kje drugje. Tudi na siv, deževen, zasnežen, oblačen dan si jo lahko doma pričarate. Takole. Bombončki, krožnik in voda je vse, kar potrebujete. Tile so najboljši. Takole jih razporedimo na krožnik. Naj se barve kar izmenjujejo, da ne bo oranžna pri oranžni in vijolična pri vijolični. Naj se kar lepo zmešajo. No, če ste zelo sladkosnedi, si lahko enega ali pa dva tudi privoščite, nikar pa preveč. Saj veste, nikoli ni prijetno hoditi k zobozdravniku. Vzamemo nekaj vode, lahko jo izlijete tudi iz kozarca. Tako, sedaj pa počakajmo nekaj minut in opazujmo, kaj se dogaja. No pa poglejmo, kaj se je zgodilo. Bomboni so znotraj pravzaprav beli. Barva, s katero so obdani in ki nam daje tudi okus, pa se je stopila in tako smo si sami, tudi če je dan deževen, oblačen ali siv, pripravili sladko mavrico.
Marli, si videl, kaj nama je Miha pripravil? Tukaj. Spet ni videl. Poznaš, kaj je to? Čokoladice? Ja, če bi bile, bi bilo dobro, ampak jim pretrdo. Prepečenec? A boš poskusil? A ne, raj ne, da ne boš odlomil kakega zoba. Saj Se ga veš. že? Poglej, to so Lego kocke. Lego kocke? Ja, Lego kocke. Se spomnim. Se spomniš? Pa saj veš, otroci jih imajo doma, zelo radi se z njimi igrajo. Res? Kaj pa delajo z njih? Sestavljajo različne hiše, stolpe in danes bojo tudi midva sestavila stolp. Stol. Stolp, veš kaj je stolp, ne? Če se prav spomnim, je to velika hiša. Recimo tako, ja. Se pravi, zlagala bova stolp, višji, vedno višje. Nadstropje po nadstropje. Tako, bravo, nadstropje po nadstropje. In sicer v 1 minuti, To 1 minuto imava časa, to je... 10 sekund. 60, ja? Tako. 60 sekund in sedaj imava časa 60 sekund. In da vidimo, To je 1 minuta. To je 1 minuta. In da vidimo, kdo bo sestavil višjega. Prav? Jaz. Ja, Se sem vendar profesor. Seveda. Dobila bova znak, Miha nama bo dal znak. 3, 4, zdaj. Tako. Kakšne barve pa mora biti stol? Poljubne barve, lahko si sam izbiraš barve. A se ljubčkajo? Ja, če se barve poljubčkajo, nastane nova barva, saj veš, da se zmešajo med sabo potem. Ja, to se spomnim iz šole. Če zmešaš sivo in rjavo, dobiš kodrlajsasto. Kodrlajsasto, to pa jaz nisem vedela. Daj. Koliko imava verjetno ne več veliko? Pa mora stati stolp, ne, verjetno. Ti imaš več kock? Kocki imava dovolj oba, poglej. Otroci, kaj mislite, komu bo uspelo višji stolp sestaviti? To sploh ni vprašanje. Marli že zelo dolgo ni sestavljal z Lego kocka, ne? Stop. Da vidiva, sedaj jih pa dajva skupaj. No, tvoj je višji, moj je pa lepši. Tako, imaš prav. Super igra, otroci. Doma imate Lego kocke in gremo. Pomerite se z mamico, recimo, ne? Lahko tekmujete v višini ali pa v lepoti stolpa. Bravo. Sledi pravljica, Deščica ali smem. Teče potoček, teče v daljni svet. Skozi sončno jutro, skozi dež in nevihto in skozi novo sonce v daljni svet. Na njem plava majhna, najmanjša deščica. Ziblje se in plava v daljni svet. Srečno pot, najmanjša deščica. Mimo se priziblje metuljček z mokrimi krili. Deščica, deščica, ali smem sesti nate, da si osušim krila? Sedi, sedi in osuši se, je metuljčko dovolila deščica. In mimo prinese čebelico. Deščica, deščica, ali smem zlesti nate, da se rešim iz potočka? Zlezi in se reši, je deščica dovolila čebelici. Mimo priplava miška, ki je voda zalila rov. Deščica, deščica, ali se te lahko primem in se spočijem? Seveda, primi se in se spoči. Na kamnu sedi žabica. Kvak, deščica, deščica, ali lahko zlezem nate in se raztegnem? Skoči in se raztegni. Na mokrem drevesu, na mokri veji,
sedi premočena ptička. Čiu, 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 deščica, ali se lahko spustim nate in se sončim? Spusti se in sonči se. Plava, plava deščica po potočku mimo hišice. V njej stanujeta Jakec in Jakčeva mama. Stoji Jakec v kavbojkah in mornarski majici na bregu in pravi: Glejo deščico, plava in nosi metuljčka, čebelico, pa miško, žabico in ptičko, da bi prišla v daljni svet. Zakaj ne bi še mene ponesla s seboj? Kavbojke imam in mornarsko majico. Pa zaviha Jakec kavbojke in zabrede v potoček do deščice, prime deščico in sede nanjo. Deščica se zaziblje, 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 metuljček odleti, čebelica odleti, žabica odskoči čim dlje, ptičica se dvigne čim više, miška se prime vejce in odplava čim dlje. Čim dlje. Deščica pa potone. Z deščico potonejo Jakčeve kavbojke in Jakčeva mornarska majica. Z deščico potone Jakec do vratu in čez. Pa se Jakec skobaca do brega, zleze na breg in teče domov. Mokre so kavbojke, mokra mornarska majica, moker je Jakec in ves blaten po vrhu. Majhna, najmanjša deščica pa se spet dviga iz vode. Zaplava in leže na gladino in na valove in na sonce. Neumni Jakec, začivka ptička in se spusti na deščico, da se bo sončila. Zakaj pa ni vprašal deščice, če sme sesti nanjo? Nerodni Jakec, zacvili miška in se prime deščice. Le zakaj ni vprašal deščice, če se lahko pospne nanjo? Nevedni Jakec, kvak, zakvaka žabica, zabrenči čebelica in pomisli metulj. Le zakaj me nisi prej vprašal, se huduje tudi Jakčeva mama in ošteva mokrega Jakca, pa mu pomaga sneti in sleči mokre kavbojke in mokro majico. Potem pa ga pošle naravnost v posteljo, dokler se mu obleka ne posuši. Mokre kavbojke in mokro mornarsko majico pa obesi na sonce. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa vesela